Ja, moram reči, da za mojo odločitev, tisto, zakaj bi šel na svoje, kad rečemo ali ne, je bilo predvsem slabe izkušnje z delodajalci, s katerimi sem imel takrat opravka. Zamujanje plač, hkrati pa povpraševanje strani strank, ki sem z njimi sodeloval. Tako da to je bila tista prelomnica, veš, ko jaz bom probal raje sam. V bistvu je treba mlade opolnomočiti in sicer k čemu? Da razvijajo splošne, prenosljive veščine in pa bi temu rekla odpornost na učenje. Danes je spet uporabila isto besedo, preveč instant. Testi se pišejo s pomočjo računalnika, domača branja se berejo oziroma naredijo s pomočjo umetne inteligence in tako naprej. Ampak v prihodnosti bo ključna prilagodljivost. Tele naše mlade čaka marsikaj. Sem se pa takoj po študiju v bistvu zaposlila v šoli in bila v šolstvu 2 leti. In v bistvu tam se je zbudila neka želja iti na svoje. Oziroma niti ne iti toliko na svoje, biti samostojni podjetnik, kot pa to, da sam nekaj drugačnega probati. In v bistvu ni bila toliko potreba trga, kot pa moja osebna potreba, ko sem videla, da pač malo zapadam v to rutino in v šoli sem kar že videla moje življenje do pokoja. In takrat sem si mislila, joj, to pa jaz ne morem. Poslušaš kakšne kolege, ki so veliko starejši od tebe, z veliko idejami, ki niso kaj probali in si rečeš, če nam zdaj se bom zmeraj spraševal, kdaj bom. Je pa v bistvu mi okolica začela malo na način, zakaj pa ne bi ti to probala prodati, zakaj pa ne, saj je dober. In je bil v bistvu moj prvi pomislek, a sem jaz to sposobna delati 10 ali pa 12 ur na dan. Ker je pač dejstvo, da tako se bo zgodil eventualno enkrat, da bom mogla tako delati. In sem sama se v bistvu dala za izziv, da če sem sposobna pri nekom drugem, pri nekem delodajalcu delati isto stvar, dolge ure oziroma se pač potruditi, če mi bo to okej, potem je pač šansa, da grem na svoje. Mladim svetujem, da naj čim več stvari probajo, naj grejo v čim bolj različne službe prek študentskega servisa, naj grejo na izmenjave v tujino, čim več različnih stvari probati. Vse, kar zdaj mislim, da je mladim res je toliko možnosti danih, tudi s potovanji, s kartami, temi vlaki za Evropo, karkoli, da naj čim več stvari probajo, ker sem tako boj spoznali, kva nam ustreza, kaj jim paše, a nam sploh paše samostojna pot, a nam paše pravzaprav kaj drugega. Ko greš na lastno podjetniško pot, je daleč najboljš, če greš iz strasti do nečesa, kjer ti, ko nekaj narediš, ne vem, zaigra srce. Zdaj pač v mojem primeru so to delavnice ali pa team buildingi, ko vidiš, da nekdo zraste, ko nekdo naredi ali pa ekipa naredi nek skok naprej v odnosih ali pa v povezanosti. In na začetku se mi zdi, kakor da te, ne vem, cel svet podpira in imaš tudi malo začetniške sreče. Se mi zdi, no, vsaj jaz sem jo, hvala Bogu, imela, da se že nekaj zgodi, da dobiš posel, da ti nekdo zaupa, da nekdo pride v pekarno, da nekdo se prijavi na tvojo delavnico, da nekomu delaš koktejl, karkoli. Da če je dosti močna ta strast v tebi, jaz res verjamem v to, da te v bistvu vesolje ali pa podpira, da se zgodi, da imaš možnost začeti. Kljub temu, da kasneje seveda pridejo izzivi, ampak ta začetni ogenj je definitivno najbolj pomemben, ker se k njemu tudi vrneš takrat, ko je hudo.